Torej, okolje, kontekst, medsebojno sporazumevanje je odnosi. To so odnosi. Če jaz ti ne rečem nič in te pogledam takoj, že to en odnos. Evo. V katerem je tiskana beseda, so tudi knjige, je dosti napisov in otroci že doma, torej predopismenjevanje se začne že doma. Mi dobimo otroka, ki je že v tem procesu, je vpeljan. Mi ne naredimo nič drugega, kot opremimo stvari, ki jih bo videl od zdaj naprej, če dalje bolj pogosto. In tiskana beseda je del našega vsakdana, to je normalno. In vse komunikacijske dejavnosti, od govora do poslušanja, pisanja, branja. Naprimer, v zadnjem letniku tudi vaši bodo pisali besedne verige. In ti jim rečeš, da je prav, da je krasno, koliko je dolga ta beseda, pa je en stavek, ne? In ne boš nič učil, ampak pomeni, da oni imajo že koncept o jeziku, o pisani besedi. In to, kar so vse slišali 2 leti, v 3. letniku se nekje tudi udejanja, ne? Torej, aktivna udeležba v vseh pisnih dogodkih, recimo vabila za rojstni dan, torta za rojstni dan, to je vse, v bistvu otrok samo usrkava. Pustimo stati Montessorijevo, ampak je res tako. In če on pri tem uživa, njegova osebnost je zadovoljna in če je zadovoljen, bo nekomu povedal in tisti nekdo bo povedal še tretjemu. Aloha, gremo, mislim, v italijanščini, che bello, facciamo, slišiš, ne, če enmu nekaj uspe. Mislim, ti, ko si dobil te otroke, si dal ključ. In to je ključ in potem s tem ključem imaš 3 leta. Hvala. Bi rekla, da bomo kmalu končali. Evo, nekega dne sem prinesla eno staro lečo, ki v bistvu je zapadl v rok in se rekla, škoda, oni se lahko igrajo. In to je samo tista ovojnica od CD-jev, veste. In to sem naredila toplo gredo, ne glede. Vam nisem slikala vsega, ker imam na ključku, ne moram pokazati. V bistvu mi beležimo koledar vsak dan, ampak beležimo na tak poseben način, vam bom že povedala, kdaj drugič. In ta otrok, jaz sem rekla, da vsaka rastlina, vsako živo bitje potrebuje vodo, zrak in mi zemlje, mi jo potrebujemo, ampak posredno, ne neposredno recimo, ampak rastline, da kalijo, potrebujejo vodo, svetlobo in vse to. In ta je vzel pršilec in začel pršiti, jaz sem dala vato, jaz sem dala vse na razpolago, da lahko probajo. In potem smo čakali, po 3 dnevih je že kalilo, se ne vidi, ker se vidi dolg noht in ni moj od otroka. In pol smo dali vse to, ko je kalilo, smo obesili vsekakor na okensko kljuko in oni so videli, da v tem časovnem razponu in so mi delali grafikone, se pravi, so vzeli kocke, so rekli, glej, koliko dni je bilo, glej. In so gledali in so delali stolpe. Oni imajo že to v glavi, je dovolj, da jim ti omogočaš in potem ti ne boš rekel, to je grafikon, to je ono. Oni znajo prirediti to, kar čutijo in to, kar vidijo, to, kar doživljajo, tudi konkretno v fizični obliki, ne? Lahko gremo naprej, ker potem smo dali tudi v vazo in ta vaza je tudi se je zaletela in je tudi treščila, za reč. Te izkušnje ustvarjajo ugodje pri otroku, ne? In vse te izkušnje, če je ugodje, recimo, če enega mika kuhinja, veste, koliko dečkov igra v kuhinji? Pri nas ogromno, dečki so čedalje bolj v kuhinji. In niso več tiste, recimo, stereotipne dejavnosti samo za deklice in tiste likajo in tiste, zdaj delajo vsi vse. In to je tudi socialna slika naše družbe, ne? In torej, gibalno, to smo že videli, ali se mi zdi? Vsekakor sem videla. Rutinsko besedišče in usvajanje jezika v zgodnjem otroštvu je zelo hitro, spontano, ampak brez napora ne gre, vsekakor. In mi se moramo zavedati, da ta napor ne sme biti ječa. Ta napor mora biti prijeten, ker je mentalni napor in mi imamo to nalogo morda, ki
zame je zabavna in je izziv. Vsak dan, ko grem domov, se spomnim, da je nekaj bilo, da bi lahko tisto izkoristili, da damo še goriva temu, kar smo začeli ponujati na začetku, ne, recimo. Torej, vsi ti rutinski izrazi, da vam ne rečem, naši že znajo, zdaj naši Italijani, govorimo za tiste, ki nimajo slovenskega jezika v zaledju, ne. To že znajo, to že zmorejo. Ne samo, ma smo napisali velike oblačke, potem vam pokažem. In tam je tudi napisano in reče zjutraj, vedi mamma, qua c'è scritto dober dan, no, qua c'è nasvidenje. Znajo sami, kje je kaj napisano, pa ne berejo, ne razumejo. Kako bojo to razumeli? Ampak te izkušnje, mislim, jih že privedejo do tega, da stvari imajo več oblik. Imajo zvočno obliko, imajo to, kar pač vidimo, in imajo tudi, če ližemo, je tudi sladko, ali peče, ali je mrzlo, vse to. In to doživljajo vsako jutro, vsak dan. In je lahko sladko, in lahko grenko, lahko smrdi in diši, mislim. In vse te igre, ki jih imamo na razpolago, mi mislimo, mi imamo en tak zaklad, ki so nam dale naše babice, naše mame. Vse te stvari ni bilo potrebno imeti Miro Voglar. Mi imamo tudi, moja mama kuha kafe, potem imamo ajaj, dudu, bom dala sladku, bom dala cukrčka. Vse to lahko imamo in kulturno dediščino, kulturna dediščina ni folklorna dediščina, je kulturna. In vse, kar lahko počnemo, mi lahko eno točkico komot izpeljemo. In pokažemo, da te stvari obstajajo. In prej so bile takšne, zdaj so drugačne.